Danes pri sveti maši beremo. Zelo veliko ljudi z množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: Hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Hozana na višavah. No, poleg tega pa danes poslušamo še zelo veliko besed zapisanih v Jezusovem evangeliju. Vem, da ste bili danes gotovo pri maši. Vem, da ste doma izdelali tudi butarico iz pomladnega zelenja in cvetic in drugih okraskov in ste to odnesli k sveti maši. In tam smo poslušali zelo dolg evangelij. Skoraj pol maše smo poslušali samo o tem, kako je Jezus prišel čez Oljsko goro proti glavnemu mestu. Skupaj s svojimi učenci in drugimi ljudmi je priromal v Jeruzalem, da bi praznoval praznik Pasho. Judje se vsako leto na ta praznik spomnijo, kako je njihove prednike Bog rešil iz egiptovske sužnosti. In ko je Jezus prišel v Jeruzalem, smo slišali, so ga ljudje prepoznali. Bili so zelo navdušeni, pozdravljali so ga z vejicami zelenja, s katerimi so mu mahali, položili pa so jih tudi na tla in mu tako naredili nekakšno častno preprogo. In njim smo se danes pridružili tudi mi in Jezus s svojimi butaricami in vejicami in oljčnimi mladikami navdušeno pozdravili. No, smo pa danes slišali tudi tisti drugi, zelo pretresljivi in žalostni del zgodbe. O tem, kako se je čez nekaj dni zbrala druga množica v Jeruzalemu pred sodnikovo hišo. O tem, kako so namesto butaric dvignili svoje pesti in svoje prste uperili v Jezusa, ki so ga predtem aretirali in odpeljali pred sodnika Pilata. O tem smo poslušali, kako so namesto Hozana, blagoslovljen, ki prihaja, ljudje v tisti drugi množici vzklikali: Smrt zasluži, križaj ga! Vsako leto sem pretresen, ko poslušam o tem. Vsako leto sem pretresen, ko pomislim, kako krhki smo ljudje. Danes sem tvoj prijatelj, jutri pa sem te sposoben izdati. Danes ti obljubim pomoč, jutri pa na vse pozabim. Danes sem ves navdušen nad Jezusom in svojo vero, jutri pa sem sposoben vse to zatajiti, se skriti, stisniti rep med noge in zbežati. Se spomnite Petra? Tudi o njem smo poslušali danes v tisti dolgi evangelijski zgodbi. Pri zadnji večeri, ko je Jezus napovedal, da ga bodo vsi zapustili, je Peter zelo pogumno in na glas prisegal, da tudi če ga vsi drugi zapustijo, on pa Jezusa ne bo zapustil. Nikoli ne. Naslednji dan, ko se je zdelo, da je malce nevarno, če se Jezusov prijatelj, pa ga je takoj zatajil. Celo prisegal je, da Jezusa sploh ne pozna. Vsako leto sem pretresen, ko poslušam o tem. Pretresen sem, ker se zavedam, kako krhek sem tudi sam, kako slabotna je moja volja in kako krhko je vse, kar obljubim Jezusu in svojim bližnjim. Usmiljeni Jezus, utrdi našo voljo. Pomagaj nam, da bomo zvesti svojim obljubam in da bomo dobri prijatelji, našim prijateljem in tebi. Pomagaj nam, da te ne bi nikoli zatajili. In že ta trenutek te prosimo, odpusti nam, ko nam bo spet spodletelo. Amen. Lepo praznično nedeljo nam vsem želim.